Lep pozdrav in dobrodošli v liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsako jutro ob 9. na Patreonu in danes je petek 13. v februarju. Petek 13. In ja, danes bomo malo raziskovali, ali se nam obeta še en črni petek zdaj. Prejšnji vikend je bilo dokaj mirno, ja, obstaja pa nevarnost, da bi se lahko sprožil še en tak petek, kjer bi imeli čez vikend kar konkretno gibanje. Tako, tisti, ki ste se mi pridružili, lahko kar komentirate tukaj v chatu na Patreonu, če morda želite, da bi pogledali še kakšno drugo kriptovaluto. Poleg tega, če gledate to kasneje preko YouTubea, se tudi ne pozabite naročiti na moj kanal. Manjka samo še 5 naročnikov do 3000 in kolikor vidim, vas 50% ni še naročenih, tako da kar naročite se, da slučajno ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea, ki ga objavim potem kasneje. Če se mi pa želite pridružiti v živo, vsako jutro ob 9. na Patreonu, so pa povezave spodaj v pripetem komentarju in pa seveda v opisu tegale videa. Samo morate klikniti na več, da se vam prikaže celoten opis in potem bo takoj tudi ta prva tale povezava. Ok, kje smo mi ostali včeraj? Mi smo... tukaj imamo 15-minutni časovni interval, tukaj pa 1-urni časovni interval. Gledamo trenutno Bitcoin in lahko vidimo, kako so se tukaj nabirale dolge pozicije. In ti ljudje so bili kaznovani. Poleg tega sem jaz včeraj tudi spremljal tole trend linijo, ki smo jo delali. Potem smo naredili tukaj dvojni vrh in izgubili tole trend linijo in seveda dobili kar konkreten padec. In ustavili smo se tukaj na meji 65.000, kjer so se začele nabirati kratke pozicije in zdaj morda bi lahko bili ti ljudje kaznovani, če gremo tukaj še malo naprej gor. Po mojem, pri tej rasti, gre se za popravek, še nismo naredili pravega vrha. Dolge pozicije tukaj, kot vidimo na Bitcoinu, se že nabirajo, ampak bo treba malo počakati, da jih bo enkrat dovolj, in da se pač tudi tile ljudje kaznujejo in potem, da seveda padamo naprej dol. Zdaj ta prva meja na poti navzdol je seveda tole dno tukaj na 65.000, ki bi ga lahko tokrat tudi izgubili. Ampak kaj zdaj jaz čakam? Jaz čakam, da gremo mi tukaj še malo višje, naredimo vrh in pa tukaj, da naredimo skrito medvedjo divergenco. Trenutno je še nimamo. Na 1-urnem časovnem intervalu smo včeraj tudi opozarjali na tole skrito medvedjo divergenco. Tukaj smo naredili vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj pri RSI vrh in pa celo malo višji vrh. In to se je v bistvu zdaj izvedlo. Tako da pričakovanje je bilo tukaj za pričakovati nadaljevanje padanja. In zdaj bo treba spremljati spet, ali bomo mi tukaj naredili še eno skrito medvedjo divergenco in ali se bo to sprožilo že danes ali pa celo skozi vikend. Zdaj, skozi vikend ponavadi ni toliko nekega prometa ali pa gibanja.
Predprejšnji vikend je bil v bistvu izjema. Zdaj, če bo karkoli pomembnega, če se bo karkoli dogajalo, bom naredil še kakšen live, tudi preko vikenda, na Patreonu. Tako da, če slučajno tukaj ne bo nobenega urnika, pač čim se bo zgodilo kaj pomembnega, bom naredil live. Tako da, če ne boste želeli zamuditi, se kar dajte naročiti na Patreonu, kot sem rekel, že povezave so od spodaj v opisu in pripetem komentarju. Kaj imamo naprej? Dajmo si mi zdaj pogledati še Ethereum. Včasih mi malo pomeša tukaj tele grafe, tako da moram nastavljati nazaj. Torej 15-minutni časovni interval in pa 1-urni časovni interval. Tudi tukaj smo imeli tole skrito medvedjo divergenco, tukaj mi zdaj ne prikazuje RSI-ja in tale skrita medvedja divergenca se je zdaj tudi izvedla. Ne vem pa, zakaj mi je dalo indikatorje stran, no bomo to potem kasneje popravili. Kar se tiče tukaj, ja, vsekakor bom gledal, da se zgodi tudi nižji vrh, samo malo, da vidim. Trenutno, kar se tiče Ethereuma, so ljudje kar negativni, ampak so se začele tudi pri Ethereumu nabirati dolge pozicije. Torej, ljudje pričakujejo zdaj neko rast, lovijo vrhove, oziroma ne, lovijo dna, torej vidijo, tukaj smo naredili dno, ok, zdaj imamo rast, mi bomo rastli še naprej, ampak ponavadi ni ravno tako. Ponavadi se trg obrne ravno v nasprotju s pričakovanji večine in po mojem bo tudi zdaj tokrat tako. Ampak povejte tudi vi meni, kaj si mislite, ali bo tokratni petek tudi tak, pričakujete morda padec, ali pričakujete morda nasprotno, ali pa morda, da bo vikend miren. No, kakorkoli že, kar komentirajte tudi od spodaj pod YouTube videom, če morda gledate to kasneje. Seveda se priporočam tudi za kakšen všeček in pa dajte se naročiti. Manjka nam samo še 5 naročnikov do velike, lepe, okrogle številke 3000. No, tudi če se naročite, boste pravočasno obveščeni o novih videih, tako da se vsekakor splača. Kakorkoli že, kot sem že povedal, če bo kaj nujnega, če bo kakšno veliko gibanje skozi vikend, se bom oglasil ponovno, drugače, če ne bo nekega gibanja, bomo vikend spustili. Tako, kakorkoli že se bo tole izteklo, jaz vam želim lep dan še naprej, želim vam lep vikend, ki je pred nami in se vidimo na naslednjem liveu. Čau, čau!